Dobrodošli v naši družbi in lepo, da se znova vidimo. Tudi tokrat je moj gost dr. Nikola Krstič iz podjetja Mic Mengeš. O čem bomo danes govorili oziroma kaj je na dnevnem redu, pa v nadaljevanju. Dobrodošli seveda, da si zapišete telefonske številke in po oddaji oziroma katerikoli delovnik izkoristite priložnost, dr. Krstiča tudi pokličete za kakršenkoli nasvet, ki vam bo morda olajšal naslednjih nekaj mesecev, let ali pa tudi celo življenje. Dobrodošli, dr. Krstič. Dober večer. Najin današnji vozni red, recimo takole, glede na to, da ste ravno s poti. Ja. Bo najprej glukozamin, a ne? Ja. Torej, spet, jemanje zdravila glukozamin Pharma Nord. Zakaj? Ja, očitno, da je treba te stvari ponavljati, tako kot smo že večkrat rekli v tej oddaji. In sicer, kaj to pomeni, da je treba zdravilo glukozamin, to se pravi v našem primeru glukozamin Pharma Nord, kaj pomeni to, da se ga jemlje redno in trajno. Pred dvemi dnevi je bilo, sem imel en razgovor, ko se je oglasil en gospod v, naprimer, 50 letih, sredi 50 let je bil in omenil je to, da se mu je postopoma preko pokanja v kolenu, preko manjše gibljivosti, kar je nekako 2-3 leta pač nazaj kar sprejemal brez kakršnih posebnih pomislekov, skrbi in tako naprej, vendar v zadnjem času pa so prišli tudi boleči občutki in bolečine. In zdaj, recimo v teh 50 letih, seveda gledalci in gledalke, ki se nas spomnijo iz prejšnjih oddaj, seveda vedo, da to pravzaprav nič posebnega ni. Da tu itak govorimo o tistem znamenitem kvartetu znakov, ko gre za obrabo hrustanca, da govorimo o pokanju v sklepih, da govorimo o manjši gibljivosti v sklepih, da potem se lahko razvije tudi vnetje in ko tisti napredovali štadij, ki je tudi najbolj problematičen in ki ga ljudje nekako tudi najbolj stresno doživijo, to so pa boleči občutki in bolečine. No in prav to recimo je gospoda, ki ga imam zdaj v mislih, spodbodlo, da me je poklical in se zanimal, kako in kaj je z jemanjem zdravila Pharma Nord. Tako da, seveda, ko sem to informacijo prejel, ko mi je povedal, za kaj gre, sem mu tudi omenil tisto osnovno zadevo, pač, ki je tukaj. Da se zaradi tega, ker je bolezen kronična, ker je bolezen trajna, tudi zdravilo glukozamin oziroma v našem primeru to je naš glukozamin Pharma Nord kapsule, da se jemljejo redno in trajno. Da ne govorimo o kurah, ampak da se jemljejo redno in trajno. No, zdaj pa, tu je prišlo pa do enega momenta v tem najinem razgovoru, ki je meni dal misliti. Gospod me je vprašal, koliko časa pa naj jemljem redno, trajno in neprekinjeno. Razumete zdaj tu recimo protislovnost v tem vprašanju. Zdaj, mi, ko rečemo redno, trajno in neprekinjeno, to zdaj pomeni, ko recimo dobiš osteoartrozo in ko se lotiš jemanja zdravila glukozamin Pharma Nord kapsule, da to zdravilo potem
jemlješ redno, trajno, neprekinjeno in vse življenjsko. No, in tukaj sem videl, da ta informacija, da v svojem razmišljanju Gospod te predstave, kaj pomeni redno, trajno in neprekinjeno, ni imel. Zdaj to ne pomeni nobeno kritiko. Potem, ko smo se še malo pogovarjali, sem zvedel, da je bil vrhunski športnik, da je recimo njegovo telo bilo res vrhunski športnik, lahko rečemo, tako če se malo po domače pogovarjamo, sproščeno. Vrhunski športnik je superman. Njegova energija je nadpovprečna, tudi njegovo zdravstveno stanje je nadpovprečno in tako naprej. In vse to vpliva, da on pač tudi, ko razmišlja tako, sej to pri meni vsi ti prehladi, karkoli dobim, to vse pride pa gre in tako dalje. No in na en tak način je seveda zdajle toliko časa kasneje po svoji športni karieri pač čisto verjetno podzavestno pa refleksno še naprej razmišlja tudi, ko se ga je lotila obraba hrustanca oziroma obraba hrustanca v njegovem kolenu. No, ampak kot rečeno, meni je to njegovo vprašanje kar dalo misliti spet in sem mu v bistvu hvaležen za to vprašanje. Da ga je postavil na tak način. In to pomeni zdaj, da je še vedno treba se z ljudmi pogovarjati, kako se zdravilo glukozamin jemlje. Da je treba zdaj pustiti pač nekomu čas, da pride do enega preskoka v glavi, da je to jemanje zdravila glukozamin v življenju pravzaprav nekaj novega. No, ta razgovor je bil kar zanimiv, tako sva se lepo sproščeno pogovarjala. A veste, kaj mi je potem še rekel? Ja, je rekel, potem bom pa odvisen od teh kapsul. Zanimivo, ne? Odvisen. Mislim, da je zelo na mestu pomislek, da se marsikdo o tem sprašuje. Tako, odvisen. In zdaj, to pa ima en tak prizvok, ko rečemo odvisen, to ima en prizvok. Vemo, kakšno stigmo imajo recimo bolezni odvisnosti, pa vsakršna odvisnost, recimo odvisnost od, kaj ćva reči, od alkohola recimo je človek zasvojen, je. Od kajenja, od nikotina je človek zasvojen, od drog je človek zasvojen in tako naprej. In to je vse en tak negativen prizvok. No, zdaj tukaj recimo pa tudi imamo nekako v tem doživljanju vsega skupaj, kar se tiče zdravstva, imamo v spominu vsi skupaj recimo en izraz, ki se mu reče po domače tabletomanija, vam je to blizu? Je. To je recimo stanje, ko jemlješ preveč tablet, preveč zdravil. In zdaj to recimo, kar mi nosimo v podzavesti, je verjetno pri tem Gospodu vplivalo na to, da mi je omenil. A zdaj bom pa od teh tablet odvisen. Ja. Zdaj pa, a vidite, treba je pa zdaj tukaj ene stvari osvetliti. Prvič, ko recimo nekaj počnemo, pa karkoli počnemo, katero je tisto glavno merilo? Glavno merilo je to, ali je to nam v prid, ali je to, kar počnemo, koristno za nas, ali nam pomaga, ali nam zelo pomaga. To je ključno merilo.
To je ključno merilo. In zdaj, recimo, to velja tudi na področju zdravstva in tudi na področju, recimo, našega zdravila glukozamin. In zdaj pa moramo to jemanje teh kapsul, jemanje tega zdravila ovrednotiti s plusi pa z minusi. S plusi pa z minusi. In zdaj... Jih bova naštela nekaj? Pa dajva, recimo, prvič recimo to, da pri glukozaminu Pharma Nord kapsule učinkovina je naravna snov. In še celo tako naravna snov, da je ta učinkovina tudi v vsakem izmed nas. Vsak izmed nas ima svoj glukozamin in ga tudi tvori, ampak z leti ga začne tvoriti premalo in potem nastanejo problemi zaradi tanjšanja hrustanca, obrabe hrustanca in tako naprej. No zdaj vidite, glukozamin, to je tudi del nas samih. To je plus. To je plus, ko mi dodajamo nekaj tistega, kar smo mi sami in kar nam manjka. In zdaj pa tisto, kar pa dodajamo, zdaj kakšno je to? Tukaj v primeru glukozamina Pharma Nord je ta učinkovina, ta glukozamin, ki je tukaj noter, ki mu rečemo tudi zdravilo glukozamin, je naravnega izvora. Mi smo večkrat v naših izvajanjih rekli, da so to ekstrakti iz lupin lupinarjev, ki se pridobivajo 600 metrov globoko v morju, nekaj tisoč kilometrov na odprtem morju, konkretno v Indijskem oceanu. Zakaj? Zato, ker je tam res vrhunska čistost. Tisti del oceana ni onesnažen. To se pravi, zdaj imamo en plus, da dodajamo svojo lastno snov, drugi plus je ta, da dodajamo naravno snov, da ni sintetična, tretji plus je, da je čista. No, potem naslednji plus je ta, da sistem, torej res uredimo tisto, kar je v našem življenju res prvinsko. Uredimo si in spet na tista mesta oziroma na tisto mesto postavimo gibanje. Glukozamin, ki ga tukaj jemljemo, nam spet omogoči normalno gibanje. Gibanje je pa, smo rekli že velikokrat, to je bistveno za človeka. Ne? Bistveno. Mi smo narejeni za gibanje. No, vidite, zdaj tukaj še en plus, gibanje. In zdaj, kakšni so učinki tukaj, smo tudi že večkrat povedali. Ta sodobni, najnovejši glukozamin, ki je v tem zdravilu glukozamin Pharma Nord, ta glukozamin uredi od 10 primerov, uredi 9 primerov. In tako naprej. Zdaj tudi, če se spomnite, v oddajah smo prej tudi govorili, da kar se tiče recimo interakcij z zdravili, oziroma kar se tiče tega, kako se to zdravilo tepe z drugimi zdravili, smo tudi ugotovili, da je minimalno, da ga tako rekoč ni. Potem recimo, kar se tiče neželenih učinkov, da je spet minimalno, se pravi, imamo spet plus. In zdaj so tudi minusi, seveda. Minusi so recimo v tem, da tukaj, sem rekel prej, ta glukozamin, ki je v zdravilu glukozamin Pharma Nord, se pridobiva iz lupin lupinarjev. In zdaj, če je nekdo preobčutljiv na školjke, preobčutljiv pomeni, da je alergičen na školjke, tudi ti primeri so. Evo, v tem primeru ne moremo svetovati, a ne? Ampak takih primerov je malo, samo, evo, so tudi pač minusi, ampak zdaj jemanje glukozamina pa vidimo, da res ima izdatno količino teh plusov, a ne? Se pravi, da je to za nas
res nekaj ustreznega, nekaj, kar nam res pomaga. Mi smo tudi rekli, da ti dokazi so številni. Od Svetovne zdravstvene organizacije, od Kolaborativnega centra za bolezni gibal v Belgiji, to je tudi pri Svetovni zdravstveni organizaciji, od tega, da imamo tudi doktrino mednarodno potrjeno in tako naprej. Tako da so to verodostojne stvari. Dejansko tudi pač naša praksa v Sloveniji 16 let nakaže, da ta glukozamin Pharma-Nord pomaga. In zdaj, zakaj vse to pripovedujem? Ja, zaradi tega, da bi osvetlili tisti izraz odvisnost od kapsul, odvisnost od jemanja. Ne moramo govoriti v takšnem smislu, da recimo, da je to odvisnost. Veste? Ker to je tako ključna zadeva, tako pomembna zadeva, toliko plusov nam prinese v življenje, da zdaj to ni več odvisnost. To je recimo nekaj novega v življenju. Ampak nekaj novega v življenju, kar lahko brez težav primerjamo na takšen način. Poglejte, midva zdaj dihava, rabiva kisik in nam na kraj pameti ne bo prišlo, da sva od kisika odvisna v tem negativnem smislu. Ja, seveda dihamo, seveda rabimo kisik, normalno. Ne? Ali pa recimo naprej, da se hranimo. Seveda se hranimo, ne? In se čisto normalno, brez hrane ne moreš živeti. Ne bomo rekli odvisnost od hrane v tem, mislim, osnovnem, prvinskem smislu, ne? Potem recimo naprej, tudi pač smo že tukaj se tudi pogovarjali o spanju. Rabimo spanje, rabimo kvalitetno spanje, rabimo 6, 7, 8 ur spanja, različno, samo nikoli ne bomo to spanje postavili v recimo tak položaj, da je to nekaj negativnega, da je to ena odvisnost in tako dalje, v smislu tistih bolezni odvisnosti, kakor jih poznamo. No, in zdaj v to skupino teh prvinskih osnovnih stvari, ki so res nam pozitivne, mi jih rabimo, vse to rabimo, mi rabimo dihati, mi rabimo jesti, mi rabimo tudi spati normalno in tako naprej. Tukaj v drugi polovici življenja, se pravi v drugi polovici srednjih let, pa v tretjem življenjskem obdobju zlasti, prihaja tudi na tak način jemanje zdravila glukozamin. Na tak način prihaja. To se pravi, ko začneš na tak način razmišljati in ko si osvetliš, kaj ta vse glukozamin prinese, kaj to zdravilo ti omogoči, potem zlahka greš, torej ti ne pride več v razmišljanje, da je to ena odvisnost od tablet, v smislu tabletomanije. Ne, to je nekaj drugega. Tako da, in jaz sem, mislim, še enkrat bom povedal, gospodu, ki me je poklical, pa s katerim smo se pogovarjali tako 21-25 minut in ki mi je omenil tisto vprašanje, koliko časa pa traja to redno in trajno in neprekinjeno jemanje, to je recimo prvo njegovo vprašanje, ki mene res nekako spodbudilo k razmišljanju, pa zlasti to drugo, zdaj bom pa od teh kapsul odvisen. Jaz sem mu hvaležen za to, ker sem videl, da je treba te stvari še dodatno osvetljevati, še večkrat na en drug način podati, da postane ljudem bližje in da tudi na tak način spoznajo, kaj pravzaprav ta glukozamin Pharma-Nord oziroma zdravilo glukozamin, kaj je to v našem življenju. To je v bistvu preskok, en življenjski preskok v nekaj novega. In zdaj, ko imaš dovolj informacij in jaz upam, da mi k temu prispevamo s temi našimi razlagami,
se stvari postavijo na svoje mesto in vse skupaj pa, kot rečeno, nam je, o tem ni nobenega dvoma, dejansko v prid in nam koristi. In kot rečeno, to je ključno merilo za vse, kar počnemo. Za vse, kar počnemo, je to ključno merilo. Ali nam nekaj koristi in to je to. A mogoče lahko oceniva, glede na to, da gre pravzaprav ves izdelek Glukozamin Pharma Nord skozi vaše roke, koliko Slovencev vam že zaupa? Ja, vi pa vedno pogruntate vprašanja, ki so res zanimiva. Predvidevam, da zahtevnejša in si ne predstavljam, da veste točno številko, ampak recimo za občutek. Ja. Ali pa morda bolj v tem smislu, koliko stalnih, zadovoljnih strank, tistih, ki se res vedno znova in znova vračajo, beležite, recimo. Torej, številka je eno, a ne. Zdaj, jaz moram reči, da ene take, ne vem kako natančne številke nimam, ampak lahko pa, to res zanimivo vprašanje, lahko komentiram. Tako da prvič recimo je pokazatelj tega, kako je Glukozamin Pharma Nord, to zdravilo, kako in koliko je prisotno v Sloveniji, to, da je to že desetletje in pol uspešnica. Je uspešnica. Na en primeren način je vendarle znano, je v ospredju in tako da zdaj o številkah, kot rečeno, je težko govoriti, ampak uspešnica pa je, ne. Čeprav zdaj v zadnjih letih, to smo tudi nekajkrat tukaj povedali, je prišel en val nekaterih snovi, ki to pozicijo, zdravila Glukozamin Pharma Nord nekako načenjajo. V zadnjih 3, 4, 5 letih lahko tudi rečem, da se je jemanje pravzaprav razpolovilo, ampak je še vedno na eni visoki ravni in mislim pa, da to ni nič, bom rekel, presenetljivega, ni nič pravzaprav tudi posebnega, če se nekdo res ustrezno in izdatno trudi in v Mic Mengeš se res v zadnjem desetletju in pol res izjemno prizadevamo za to, da ljudje zvedo za Glukozamin kot zdravilo, da zvedo tudi za prav naš Glukozamin Pharma Nord in seveda temu botrujejo tudi rezultati. To recimo, kar mi govorimo, to ljudje v veliki večini doživljajo. Tukaj so seveda tudi, bom rekel, eni dogodki, ker nič na svetu ni 100-procentnega in tako tudi zdravilo Glukozamin Pharma Nord ni 100-procentno. Ni 100-procentno, to mi mirno trdimo. Navsezadnje smo tudi danes rekli, da zdravilo Glukozamin od 10 primerov obrabe hrustanca uredi 9, se pravi 10% je pač takih, da so problematični, ampak tudi tukaj imamo že ene prispevke, tudi tukaj se pogovarjamo in to je zdaj en tak poskus odgovora, da imamo en tak svoj prostor pod soncem v Sloveniji in da imamo res občutek, da koristimo, da nas ljudje rabijo. Tudi imamo tako primerjalno, verjetno, zelo močno svetovalno dejavnost.
ki jo prav negujemo. Jaz sem si prav en sistem razdelal in to ves čas tudi se nam dogaja. Tu ste zdaj pač videli, da ti primeri, ki prihajajo k nam, so v glavnem osnova za to, da mi delujemo naprej in da si prizadevamo, da ta prostor, ki ga Glukozamin Pharma Nord v Sloveniji ima, da se vzdržuje in da gre naprej v korist seveda vseh nas. S tem bova pa tudi nadaljevala, torej v korist vseh nas bova šla naprej, čez nekaj trenutkov se vrneva. Ostanite v naši družbi. Dobrodošli nazaj v studiu, še vedno je moj gost dr. Nikola Krstič iz podjetja Mic Mengeš in seveda ste vabljeni, da se nama tudi v nadaljevanju urice pridružite s samimi koristnimi nasveti. Zdaj smo seveda v korona obdobju, vsi govorimo o covidu in pa še bolj o tem, kako pravzaprav poskrbeti čim bolje za svoj imunski sistem. Vi pa pravite, da imate zelo učinkovito rešitev in tudi ta je povezana z glukozaminom. Tako je, tudi ta je povezana z zdravilom Glukozamin, z našim Glukozamin Pharma Nordom. Covid obdobje je covid obdobje, živimo v njem, nimamo izbire, treba se je prebijati skozi. Mislim, da je to taka najbolj življenjska odločitev. Gremo skozi. In to še recimo, kar smo nekako v Mic Mengeš, pravzaprav se bom malo pohvalil, smo med prvimi prispevali v javno mnenje, dajmo poskrbeti čim bolj za svoj imunski sistem. In zdaj kaj smo tudi še velikokrat povedali, treba je zdravo živeti. Ko zdravo živimo, kot pravilo pride ven naš močnejši imunski sistem. Ko zdravo živimo, zdaj to zdravo živimo pa spet tisto, kar ga zelo opredeljuje zdravo življenje, je naše gibanje. Ko se dovolj gibljemo, ko poskrbimo za to, potem tudi lahko zdravje samo po sebi prihaja, ko se mi gibljemo. No, in tukaj pa smo čedalje bliže našemu glukozaminu. Torej, gibanja pa ne moremo imeti, če nimamo zdravih sklepov. Ne moremo. Če so prizadeti naši sklepi, če imamo obrabo hrustanca, če je prizadeto gibanje, potem avtomatično vsa ta veriga gre nazaj na slabše, na koncu je tudi slabši imunski sistem. In za zdravje naših sklepov, pa zlasti v drugi polovici življenja, v drugi polovici srednjih let in v tretjem življenjskem obdobju, je pa velikokrat tako, da za to zdravje naših sklepov je treba včasih si pomagati prav z zdravilom Glukozamin. Se pravi, z zdravilom Glukozamin Pharma Nord. No in zdaj pa vidimo, če se hočemo uspešno prebijati skozi covid obdobje, skozi to krizo, ki jo imamo, da je tudi zdravilo Glukozamin Pharma Nord zelo pomembno. Da je zelo pomembno in o tem ni več nobenega dvoma. O tem ni resnično nobenega dvoma. Tako da, tako malo na prvi pogled je to presenetljivo, ampak potem recimo, ko razmišljaš po tej verigi, pa vidiš, da je pa temu res tako. Da v covid obdobju nikakor ni priporočljivo oziroma ni primerno, da bi pozabili na redno in trajno ter neprekinjeno jemanje zdravila Glukozamin Pharma Nord.
Zakaj to govorimo? Ja, tudi je izkušnja. Veste. Zdaj mi živimo, dajte mi pomagati, smo v 4. valu, je tako, smo v 4. valu tega virusa, a ne, teh spremenjenih oblik tega virusa. Pravijo, da bo tudi se v 5. nekaj nadaljevalo in tako dalje. Tako da so te stvari odprte, živimo v enem takem posebnem stresu, ampak kakorkoli. Opazili smo, in to se je zgodilo tudi v 2. valu že, da takrat smo imeli tudi ta lockdown, ko smo imeli manj gibanja in tudi se je jemalo tudi manj zdravila glukozamin, se je jemalo manj, ker seveda se je potem tudi negativno odražalo na zdravstveno stanje in tako naprej. Tako da koristimo te izkušnje, ki smo jih imeli spred 1,5, 2 let, da poudarjamo, da je za ustrezno prestajanje teh vseh naših prizadevanj v COVID obdobju zelo pomemben tudi glukozamin Pharma Nord, tudi nadaljevanje jemanja zdravila glukozamin Pharma Nord. Zdaj, tukaj vendarle vsi pravijo, da se v tem času malo več televizije gleda, se strinjate? Bo držal? Verjetno, predvsem zaradi zgodnje teme. Tako, no, pa ne samo to, mislim na COVID obdobje, ko smo bili bolj kot ne vezani na domače okolje, je bilo obdobje, ko smo bili zelo vsak v svojem balončku, malo, ampak ok, še zmeraj se nam ta kriza stopnjuje in tako naprej. Tako da gledanje televizije in tudi sam osebno, ok, sem pač v tem dogajanju in tu in tam, evo zdajle, ravno sinoči sem si prižgal televizijo in malo šel iz kanala na kanal in tudi se ustavil pri določeni zdravstveni oddaji in spet se dogaja to, kar smo večkrat rekli. Spet se dogaja to, da se ljudi, jaz ne rečem, oddaja se mi je zdela kvalitetna, oddaja se mi je zdela tudi, recimo tako gledano v celoti, kar strokovna, kar verodostojna, česar sem bil vesel, česar sem res bil vesel, ampak zasledil sem pa to, da je bilo recimo z eno učinkovino spet navedeno to, da se lajšajo težave v vseh sklepih. No, vidite to, ta izraz, da se lajšajo težave v vseh sklepih za določeno učinkovino, ne bom omenil katero, pustimo zdaj to, ampak recimo ta izraz lajšanje težav v sklepih, tu je pa zdaj tisto, kar je treba to stvar tudi spet komentirati, pa pojasnjevati ljudem, kaj to pomeni. Kaj pomeni lajšanje težav, kaj pomeni lajšanje bolečine, pa bolečih občutkov in kaj pomeni torej odpravljanje te bolečine z zdravljenjem. Kaj ta dva izraza pomenita? In sem bil potem pozoren, kako bodo, če bodo še kaj v tej navezi kaj povedali in so res povedali, so rekli, da ne gre za zdravljenje sklepov, ampak za lajšanje težav. No in zdaj, to je pa zdaj lahko ena zanka, ena past in dejansko je to. In tukaj res predlagamo in svetujemo vsem, ki nas zdajle gledajo in poslušajo, da so na to pozorni. Ko gre za sklepe, seveda. Če se srečajo z izrazom lajšanje težav, če se srečajo z učinkovino, ki ni registrirana kot zdravilo, tukaj je treba
res biti previden. In večkrat smo to razložili, pa zdaj, če se te informacije pojavljajo v medijih, je čisto siguren, da tudi mi moramo to svojo razlago pač ponavljati. Ne gre drugače. Jaz televizijo ne gledam veliko, ampak evo, sklepam, da tega sploh ni tako malo, a ne, da se ljudi nagovarja delujeti ta snov za lajšanje težav, pa druga snov za lajšanje težav, pa ene kapljice za lajšanje težav, ki so sicer zelo take zanimive in tudi strokovno so nekaj novega, ampak ker se pa tiče sklepov, je pa zdaj treba res prižgati najprej rumeno luč, pa tudi potem kasneje se bo sama tudi prižgala rdeča. Zakaj? Ja, preprosto zaradi tega, ker evo zdaj, če vzamemo primer, tretje življenjsko obdobje, nekdo ima 65, 70, 75, 80 let, kakšno stanje ima? Ima stanje, ko mu primanjkuje surovine, ko mu primanjkuje tiste osnovne učinkovine, ki tvori hrustanec. To je glukozamin. In ima zaradi tega bolečino. In zdaj, ko dobi katerokoli snov, ki mu lajša bolečino, kaj se zgodi? On čuti bolečine manj in razmišlja, ja, fino, zdaj me je pa prijelo, zdaj se pa zdravim, ampak kaj pa se na stvari dogaja? Ja, pač dogaja se to, kar smo velikokrat že povedali. Dogaja se to, da mu v telesu še vedno primanjkuje glukozamina, če ga ne jemlje, a ne, v smislu zdravljenja, in da mu njegov ta hrustanec še zmeraj je poškodovan, ker je premalo glukozamina. In zdaj, ko ga pa ne boli, on začne hoditi malo bolj strumno, malo bolj korajžno, malo bolj normalno, si namesto nekaj 100 metrov lahko privošči kilometer, 2 kilometra, ampak kaj to zdaj pomeni? To pomeni, da je on svoje poškodovano koleno poškodoval še bolj. In to je tista zanka. To je vsa tista problematika, mislim, verjemite mi, da ni mehna zadeva to. Ko nekdo pri starosti 75 letih to doživi, ja, ko se mu bolezen, ta osnovna, se pravi, obraba hrustanca pospeši, poslabša, ja, to je hudo. To je na koncu tudi pomanjkanje spanja in tako naprej. Mislim, kvaliteta življenja je res prizadeta. No in to je zdaj tisto, kar jaz vedno, ko slišim, lajšanje bolečin, se malo zdrznem, ker vem, da je treba reagirati in zato tudi v tej naši oddaji spet govorimo o tem. In torej, evo, še enkrat bom ponovil, kadarkoli slišimo lajšanje bolečin, je to treba postaviti velik vprašaj, je treba prižgati rumeno luč in za to rumeno lučjo tudi prižgati rdečo luč, da te stvari se naj tako ne vodijo. Kakšna je pa rešitev? Ja, rešitev je, jo bomo spet ponovili, ker zgleda, da je pač treba to ponavljati. Mi zdaj vsi v tem našem informacijskem sistemu bolj ko ne tekmujemo z informacijami in si ne moraš privoščiti, da bi špilal enega džentlmena pa rekel, ja, pametnejši popušča, ni res, ne bo držalo, ne. Treba je stopiti zraven in povedati svoje. Torej, kaj je tisto, kar je rešitev, ko se pojavijo bolečine v sklepih? Ja, rešitev je ta, da se jemlje manjkajoči glukozamin v obliki zdravila glukozamin. In zdaj spet
recimo ta osnovna slika, ko imamo bolezen in ko imamo za to bolezen uradno registrirano zdravilo, to bolezen imenujemo, to je obraba hrustanca, na primer v kolenu, zdravilo je pa zdravilo glukozamin Pharma Nord, registrirano pred 16 leti. To dvoje sodi skupaj. Ko imamo bolezen pa registrirano zdravilo, to dvoje sodi skupaj in to je rešitev. In to je rešitev v tem primeru. To je rešitev, ki nam garantira, da si ne bomo delali škode, ko se nam bo začela bolečina zmanjševati. V tem primeru, ko jemljemo zdravilo glukozamin, se nam hrustanec popravlja, debeli, razpoke se zalijejo, postane bolj elastičen, čvrst in ko mi začutimo, da je bolečina manjša in začnemo več hoditi, to več hoje ne samo, da ne more škoditi, ker je hrustanec močnejši, ampak ta hoja tudi pospešuje potem zdravljenje, a veste, ker sklep je narejen za gibanje. Če mi sklep treniramo, se potem tudi zaradi tega ustreznega obremenjevanja, ki mu ne škoduje, se krepi. A veste, tako da v tem primeru, ko bomo mi se zdravili z zdravilom glukozamin Pharma Nord in ko bomo začeli več hoditi, to dvoje gre skupaj. In če je recimo to bilo prej škodljivo, ko smo samo lajšali bolečine, je v tem primeru obratno. Imamo plus. Tako da to je zdaj taka informacija, ki me je kot rečeno spodbudila. Sinoči, ko sem malo brskal po TV programih in zasledil to oddajo, še enkrat ponavljam, oddaja je bila kvalitetna, samo kar se pa tiče lajšanja bolečin pri bolečih sklepih, pa mislim, da smo zelo upravičeno dali tak komentar in še enkrat povedali slovenski javnosti, da v tem primeru pride v poštev zdravilo glukozamin. Zdravilo glukozamin pride v poštev in to je potem tisti garant, ki se potem pozna na koncu, kot smo rekli malo prej, tudi v našem boljšem imunskem sistemu. Zakaj? Ja, ker bomo več hodili, ker bo srce bolj delovalo, ker se bojo pljuča predihala, ker bomo dobili več svežega zraka in tako naprej, ker bomo svoja prebavila masirali, da bo črevo malo bolj pridno in tako dalje in tako naprej. Sami plusi in potem zdravilo, glukozamin Pharma Nord se pokaže v tej vsej svoji razsežnosti v naši večji kvaliteti življenja. Preden zaključiva z vašo današnjo zgodbo, ki ste jo še pripravili, mogoče samo še tale informacija, komu, kakšni ciljni skupini je pravzaprav namenjen glukozamin? Najbrž ima zelo širok spekter uporabe, ali pa drugačen, kot si ga mi predstavljamo, da je to samo za tretje življenjsko obdobje? Ja. Vi ste ga namreč včeraj svetovali tudi vrhunskemu športniku pri 50-ih, ali pa nekdanjemu vrhunskemu športniku. Nekdanjemu vrhunskemu športniku sem svetoval, zdaj upam, da bo pač po premisleku se vendarle odločil in ga jemal. Zdaj vprašala ste pa, koga nagovarjamo. Torej, načelen odgovor je ta. Posod tam, kjer se ugotovi, da prihaja do enega od teh znakov, to se pravi, da se začnejo kazati znaki obrabe hrustanca oziroma osteoartroze, v poštev pride zdravilo glukozamin. To je zdaj takšno pravilo, to je zdaj takšno dejstvo, potrjeno, verjemite mi, v celem svetu, na vseh teh vrhunskih zdravstvenih inštitucijah. Zdaj, tisto obdobje, ki je nekako še zmeraj v igri, ko se to začne, je starost 40 let. Od 40 let naprej se stvar začne pomalem, potem pa
je ta odstotek čedalje večji in v tretjem življenjskem obdobju pokrije veliko večino starejših ljudi in to so tisti, ki jih mi pač nagovarjamo za jemanje zdravila glukozamin Farmanord. Je pa še nekaj, recimo, možno je tudi, da v vrhunskem športu se to pojavi prej, da se težave pojavijo prej. Zakaj? Ja, preprosto zaradi tega, ker so v vrhunskem športu obremenitve neizmerne. In imamo športne discipline, ker nam najstniki delujejo, ker so najstnice, recimo, bom rekel po domače, ta glavne. Recimo v telovadbi, recimo v orodni telovadbi in tako naprej. Tam imamo najstnice in tam do teh težav slej ko prej pride prej kot recimo pri 40 letih. Prej pride. Jaz se spomnim recimo enega primera, dobro ga imam v spominu že skoraj 10 let in pol, že od samega začetka smo ga dobili, verjetno z namenom, ker točno zato je šlo za eno vrhunsko športnico v starosti tam mogoče 24, 25, 26 let, zdaj se ne morem točno spomniti, ampak to je, mislim, daleč pred 40 letom, ona je te težave dobila in jih je tudi z zdravilom glukozamin si rešila. Tako da, kot rečeno, druga polovica srednjih let pa tretje življenjsko obdobje z možnostjo, da se pojavi tudi prej. Ni nujno, da so to samo vrhunski športniki. Znano je to, da se gibanje pri mladih tudi problematizira in prav gibanje, premalo gibanja potem privede do tega, da je tudi kvaliteta hrustanca v sklepih slabša, ker je premalo dražljajev, da bi se to vse skupaj normalno razvijalo. In tudi v teh primerih, se bo seveda spet pač svetovalo to, kar pač govorimo, ne. Lepo prosim, ne iti na protibolečinsko terapijo samo, ker se bo potem škoda delala, ne, tudi pri mladem, če ima obrabljen hrustanec, ampak je treba z glukozaminom in protibolečinsko terapijo iti hkrati, ampak na vsak način z zdravilom glukozamin, da se prepreči škoda, ki lahko nastane in da se potem mlademu človeku omogoči več gibanja. In zdaj pri mladem, veste, če bo on recimo prerasel, ker če ima nekdo 24-25 let, pa recimo dobi zaradi ali pa zaradi svoje pasivnosti ali zaradi svojega recimo udejstvovanja v vrhunskem športu dobi te težave, mislim bolezen, konkretno osteoartrozo, in tukaj, ko mu svetujemo obrabo hrustanca in to popravimo, potem, ko dosežemo to, tukaj ne bomo svetovali redno in trajno jemanje, ampak bomo pustili naravi naj pelje naprej. A veste, tam enkrat do 40 leta ali pa 45 ali pa 50 leta. Zakaj? Ja, ker on je sam proizvajalec svojega lastnega glukozamina dovolj, samo more to svojo bolezen premagati in potem začeti živeti na zdrav način. Zdaj pa še na kratko k najni nocojšnji zadnji zgodbi oziroma praktičnemu primeru, kako se še uporablja in za kakšne namene glukozamin. Ja, mislim, res se je zgodilo. Veste, jaz vam tukaj ves čas pripovedujem, da prihajam z zgodbami, ki nam jih ljudje sami torej pripovedujejo, in zdaj, preden sem prišel na to oddajo, smo še en tak razgovor imeli. Še en tak razgovor, je pa tipičen razgovor, pa je prav, če tudi recimo na tak način ne sklenemo današnjo oddajo. Spet je šlo za en starejši par. Za gospo in gospoda sta oba stara 83 pa 84 let. In zdaj čisto na kratko, zanimivo,
težave so se jima izrazito pojavile zadnjih 6 let. V redu, zadnjih 6 let. Zadnje leto in pol pa je, pač gospa dobesedno se tako izrazila. To je bilo leto in pol matranja s kolagenom. S kolagenom in pravi, ni govora, da bi midva skakala po Alpah kot gams, ampak se nam je dogajalo obratno. No, to je to, kar smo ravno kar prej, recimo pred 10-15 minutami govorili. Če ti pri obrabi hrustanca, in zdaj verjemte, v starosti 83-84 let, se te stvari naberejo. Tukaj v ozadju so desetletja prej, ko se je recimo občasno je malo uščipnilo v križu, potem se je pojavil en išias, potem so se pojavile bolečine v vratni hrbtenici in tako naprej, tudi kolena so bila prizadeta. Mislim, skratka, se je tega nabralo in torej terapija je bila bolj kot ne protibolečinska oziroma s kolagenom in seveda z obeti, z napovedmi boste skakali kot gamsi in tako naprej. No, vsega tega pa ta par. Jaz sem bil vesel, veste, ker sta ohranila vedrino sta ohranila. Ona je to pokomentirala, to je bilo eno samo matranje, ki smo vas videli po televiziji, je rekel mož, poklič ga, pogovor se, midva morava za nekaj drugega narediti in seveda, jaz sem na kratko jim razložil, kaj je s tem glukozaminom in je rekel, ja, se spomnimo, smo vas po televiziji gledala, no in to je en tak primer, spet en tak mečken kamenček v tem velikem mozaiku, ki se nam v Sloveniji dogaja, ampak mi smo veseli tudi tega. Mi smo veseli tudi tega in seveda sta se obadva odločila za jemanje zdravila Glukozamin Pharma Nord. Mi smo se potem dogovorili, da nas tudi pokličejo v vsakem primeru, kakor pač bo. In na tak način se dogaja to poslanstvo, ki ga mi izvajamo v Sloveniji že, kar se tiče zdravila Glukozamin Pharma Nord, že 16 let. Hvala lepa vam, tudi nocoj mi je bilo veselje. Tudi vam hvala. In hvala lepa vam, če ste vztrajali z nami. Dobrodošli znova v prihodnji oddaji Lahko noč.